Profesor Munih, zdaj prihajamo ali že teče industrijska revolucija z oznako 4.0, ki je vnesla določen nemir v del strokovne javnosti in tudi v laično javnost glede zmanjševanja delovnih mest zaradi intenzivne robotizacije. Vi ste profesor robotike na Fakulteti za elektrotehniko. Kako vi komentirate te strahove? Pravzaprav se ta vprašanja že dolgo časa pojavlja. To ni zdaj nekaj novega. To se pojavlja več let, celo več 10 let že. Lahko bi rekla, odkar so roboti začeli. Čisto na začetku, če začnemo čisto na začetku, sploh niso vedeli, da je robot uporabna zadeva. In za prve robote so jih podarili oziroma celo plačali tovarno, da so jih imeli. In to je kasneje z razvojem tehnike se jasno popolnoma spremenilo. Danes bi pa po moje ta socialni aspekt, bojazen, da bomo izgubili službo, zato ker bodo roboti prišli, lahko komentirali na različne načine. En način je tudi tak, da pogledamo razne regije po Evropi, ki vemo, da so visoko razvite, da so mogoče v razvoju pred nami in bi videli, seveda več robotov tudi, in bi videli, a je tam težava zaradi tega ali tam ni težava zaradi tega. In tako lahko pogledamo recimo področje Bavarske kot en primer, pa morda področje severne Italije, pa ne nazadnje tudi Slovaške, ki ima zdaj 5 avtomobilskih tovarn in ne more dobiti zadosti delavcev za vse to. Pa potem morda celo naše Novo mesto, ki ima veliko robotov v Revozu, v Novem mestu, pa v TPV-ju, pa nekaj še v drugih tovarnah tudi. In prejšnji teden sem slišal podatek za Stuttgart, kjer je Mercedes avtomobilska tovarna, njen sedež, da je tam nezaposlenost 3%. Se pravi, v resnici večja avtomatizacija, robotizacija, najbrž ne gre v to smer večje nezaposlenosti. Najbrž se delo s tem samo spremeni. In to kažejo tudi pravzaprav čist ta prave študije. Da se narava dela spremeni, da se pa to ne spremeni v nezaposlenost. Potem pa imamo še seveda različne druga razmišljanja, če ta isto stvar pogledamo z drugih kotov. Eno tako razmišljanje drugo je, da imamo res veliko tudi situacij, delovnih mest, ki so nevarna za človeka. In bi si želel, da na tem mestu je robot. Naprimer, če imamo neko prešo, neko stiskalnico, neko štanco, kjer režejo in oblikujejo pločevino, kot primer spet avtomobilska industrija, ta pločevina je ostra, včasih nevarna za urezati se kot nož skoraj. Se pravi, tam ne želimo človeške roke zraven, da ne bomo to nevarnost izključili. Potem ta isti primer, lahko se zgodi, da ta hrup povzroči po nekem času trajno delovno invalidno poškodbo pri tem človeku. Ne nazadnje, tukaj gre za stiskalnice, za preše, ki pritisnejo lahko z več 10 tonami. In seveda spet človeške roke v tem primeru ne smejo biti niti po nesreči tam zraven. Torej, našim bližnjim bi najbrž svetovali, da v takem okolju ne bi delali. Da bi raje programirali te robote, kot pa sami fizično opravljali to delo. Potem pa lahko gremo mogoče samo v sosednji prostor, pa vidimo, da tam delajo roboti, barvajo. Tudi barve so lahko nevarne. Pa ne nazadnje roboti bolje pobarvajo. Za tisto bolj enakomerno pobarvano površino bomo najbrž več iztržili, bomo bolj zaslužili. Tako da teh razlogov je z te strani jih je več. Potem pa še nadalje lahko razmišljamo. Naprimer, če želimo res majhno število napak pri proizvodih, majhno število delcev napak na milijon, majhno število PPM-ov na milijon, ljudje se motimo. In pri takšnem velikem številu se bomo gotovo zmotili z tega in drugega razloga. Kljub temu, da bomo maksimalno pazljivi in z vsemi varnostnimi pristopi. To bo vodilo potem do seveda napak in mi nočemo, da se nam avtomobil pokvari zaradi določene napake ali pa mogoče mobilni telefon ali pa neka druga naprava. In če se bo to dogajalo, seveda potrošniške organizacije in drugi bodo to tako analizirali in bodo videli, da ta izdelek je manj kvaliteten, zaradi tega, ker se je pokvaril. Torej želimo, da so vgrajeni kvalitetni deli. Kontrola na vsakem koraku in pristopi na vsakem koraku, ki bodo to napako
zmanjšali edini najboljši pristop. Torej, to je spet en argument. In še naslednji argument je, okolikor mi, še zgoraj je še več, ampak najmanj še eden je, okolikor rečemo, zdaj pa ne bomo robotizirali pa avtomatizirali zato, da bodo naši ljudje imeli delo, pravzaprav mi ne bomo zgubili delovnih mest, ampak bomo zgubili tovarne. Ker bodo cele tovarne šle drugam, kjer bodo pa našli to prej omenjeno kvaliteto in druge zadeve, mi bomo pa pravzaprav ostali brez tovarn, kar je pa še hujša težava kot prekvalifikacija v drug način dela in drug način razmišljanja. Ja, pa še brez ljudi, zato me pa zanima, kako vi kot fakulteta za elektrotehniko na oddelku za robotiko izobražujete kader, ki bo v teh spremenjenih okoliščinah v bistvu sposoben delati. Ja, poglejte, fakulteta za elektrotehniko ima več študijskih programov, ima prvi bolonjski stopnjo, drugo bolonjsko stopnjo, tretjo bolonjsko stopnjo. In robotika se pojavlja predvsem na drugi bolonjski stopnji, se pravi četrti, peti letnik. To so študenti, ki že so opravili prvo bolonjsko stopnjo, lahko tudi nekje drugod. Lahko tudi pridejo k nam in fiziki, in matematiki, in kakšni drugi in študirajo na drugi bolonjski stopnji. Na drugi bolonjski stopnji imamo pravzaprav v tej hiši 7 različnih usmeritev in robotika je ena izmed teh 7 različnih usmeritev. In če je druga bolonjska stopnja cela zajema približno 125 študentov, pa to delimo 7, prav velika številka na koncu ne ostane. Tako da je na robotiki vsako letno nekje približno med 15 in 25 študentov. In ti študentje seveda dobijo osnove, teoretične osnove robotskih sistemov, lepo po vrsti, že prej začnejo, že v 3. letniku imajo možnost izbrati čist najbolj tiste, pa tudi v drugem nekaj osnovne vsebine, se malce srečajo lahko z roboti in tisti predmeti, tiste vsebine so kar popularne in zaželene. No, potem pa, seveda nekaj teh osnov smo rekli, nadalje je pa veliko tega hands-on approach, del laboratorijskega dela, ker to je zdaj tehniški študij. Mi ne moramo nadaljavo študirati pa si domišljati, kako nekaj delamo. Mi moramo kar imeti lepo stik z ta pravimi inštrumenti, z ta pravimi aparaturami, z ta pravimi roboti in to počnemo. Potrudimo se, da omogočimo ta prave vsebine na ta pravih strojih, napravah, tudi robotih tukaj v našem laboratoriju srečate različne robote. Naši študenti imajo dostop tudi do drugih primerno opremljenih laboratorijev v hiši in izven hiše. Bom rekel, bratsko sodelujemo z inštitutom Jožef Štefan, z mogoče inštitutom za rehabilitacijo. Tako da naši študenti potem imajo raziskovalne probleme z vseh teh različnih točk in tudi ljudje, ne samo naši, ampak tudi tisti tam, ki so tudi dobri, raziskovalno, morda po kakšnih zadevah še bistveno boljši, bolj dobri kot mi. Torej, študenti imajo stik z vsem tem okoljem, pa ne nazadnje z industrijo. V 5. letniku imajo 2 seminarja, eden izmed teh seminarjev je industrijski seminar, kjer konkretno z firmo, z eno tovarno, definiramo število toliko problemov, kot je študentov in vsak študent ima svoj problem, ga rešuje, približno okvir je en dan na teden za cel semester in iz tega pridejo res lepe tudi raziskovalne naloge, potem v sodelovanju seveda na eni strani industrijski mentor, pa mentor na tej strani in tako dalje, da na koncu je nek rezultat. In izkaže se, da skozi vse to študentje, vse tisti, ki so aktivni, dosežejo kar ustrezno znanje. Seveda potem kaos še zmeraj deluje. Na eni strani imamo tiste, ki so nekoliko slabši ali pa ne preveč dobri, na drugi strani imamo pa nekatere, ki so res ekstremno dobri in lahko izbirajo karkoli se želijo.